Dobrodošli v deželi Avon lakov. V naslednjem mesecu, oziroma mogoče še malce dlje, bomo skupaj na blogu, Instagramu, Facebooku in ostalih omrežjih spremljali moje testiranje kopice Avonovih lakov, ki so mi jih res prijazno poslali v test. Bomo gledali malo, kaj je obstojnost, kakšen je nanos, kateri odtenki so kaj luštni, bolj kaj drugi. Največ lakov je iz Magic Effects Mineral Crush linije, čisto zaradi tega, ker se te peščenkoti z bleščicami meni najbolj obnesejo, kar se tiče obstojnosti, in to je nekaj, kar v tem trenutku pač res potrebujem. Odtenki so si kar različni, redko za katerega bi rekla, da mi je res nevšečen. Mogoče mi je bil najbolj všeč, ne navadno, ampak tale Diamond mislim, da je. Takole. Ne vem, enostavno me je pritegnil kljub svoji hladni bazi, tako da bomo videli, če bo tudi na moji polti tako dobro obnesel. Zdaj, za to pa verjetno je vsem jasno, zakaj in kako je pristal pri meni, ker gre za enega meni najljubših odtenkov na splošno. Naslednji ni moder, kot to mogoče zgleda na videoposnetku, temveč je hladno-vijolične barve. Vsekakor zelo, zelo lepa viola, mogoče bo rahlo bolj pasala tistim s hladno poltjo, ampak načeloma, razen če so res kakšni blurbi, tudi jaz lahko čisto lepo nesem take odtenke. Rdečko je eden izmed totalnih luštkanih, samo pogledajte, kakšne lepe bleščice ima v sebi. Takole pa se potem vidi na nail wheelu. Sam nanos na nail wheel je bil res precej enostaven, tako da upam, da bo tako tudi na nohtih, ker eden bo šel definitivno danes gor. Naslednja linija so mat laki. Vem, da mogoče je rahlo nenavadno, ker mat laki niso ravno znani po svoji dolgi obstojnosti. Vendar se mi zdi, da so nekateri krasli za stamping, zaradi tega sem belega in črnega tako izbrala, da če je res super za stamping, potem veste, da bo veliko v uporabi. Črn je res črn. No, ta naslednji je bil pa tisti, ki mi je bolj padel v oči, res na celi strani mi je oko kar vleklo, glejte, a ni lep. Bomo videli, kako bo tole na nohtih, če se bo dejansko ta dvojnost videla, vendar definitivno mi je bil v steklenički prečudovit. Tole je ena izmed tistih klasičnih viol, ki jih jaz enostavno vedno moram imeti v zbirki, če zgleda modro, v bistvu ne je viola, res tista klasična viola, ki je zame must have. In še ta zadnji je bel odtenek. Čista kreda, bela. Lepa, bomo videli. Se pravi, jaz bi bolj za stamping, ker za tipične, kadar hočem mat efekt, vzamem mat nadlak. Tale njihov je sicer, kot vidite, ima tak roza finish. Tukaj vidite razliko, to je ta lak z mat nadlakom. Pri mat nadlaku je tista tipična, ko morate paziti, kako nanesete bazen lak, ker se čisto vsaka napakica bo videla. Kar se tiče samega finisha, na nail wheelu zgleda super, ampak bomo videli, kako bo to dejansko potem tudi v realnosti. Nail wheel ima to lastnost, da laki ratejo rahlo mat, ko nanesete jih na nail wheel. Zato sem gel finish serij morala dodati še nadlak, drugače pač predvidevam, da ne bi bilo treba, ker mi saj ne izgledajo tako. Tole je prvi odtenek, en tak vsesplošen nosljiv, ki se mi je zdel pač zelo primeren. Ne vem, če vidimo ime. Rdečkasta niansa, ki paše praktično vse pri meni, vse povsod. Naslednji odtenek je roza in v bistvu sem ga vzela bolj zaradi naših bralk, ki imajo zelo rade take roza odtenke. Kaj da vam pokažem, če tudi v resnici tako lep kot na fotografiji. Tale belkast umazano bel odtenek je pa tudi nekaj zelo univerzalnega, tako da če se bo lepo nanašal na nail wheel, se je, bo ena izmed tistih stalnic, ko jih enostavno moraš imeti v svoji zbirki. Diamond Shatter mislim, da niti ni linija, ampak je samo ta lak s krpicami,
Kot lahko vidite, gre res za enkratno in tudi sam nanos ni bil težaven. Na splošno sem ugotovila, da vse te, ki sem probala nadlak variante, imajo zelo fajn formulo, ki enostavno porazdeli bleščice po nohtu. Tako da se že veselim sprobati na nohtih, da vidim, a dejansko bo to tako tudi na nohtih ali pa če samo na nail wheelu, ampak ponavadi to, kar sovpada eno z drugim. Lahko vidite, res enkratna barva. Fringe kolekcija je v bistvu, so te paličice, bleščice. Načeloma mi take stvari niso neki super zanimive, ampak tlele so izgleda dosti majčkene, da bi dejansko lahko bile ok. In tudi, ko sem jih gor nanašala, to sta 2 plasti, je delovalo kot lušen finish, ga lahko vidite. Kako se bo pa na nohtih obnesel, to pa bomo še videli. Tole je moj ta najljubši, take črne pa zlate. Mislim, da tale bo nekako še največ akcije videl pri meni. Tale je vijolično srebrna kombinacija, tako da je za tiste, ki imate bolj radi hladne glitre. Ter še klasična, ki bi sicer potrebovala kakšen črn lak spodaj. Če recimo vzamem črnega za ozadje, da malo bolje vidite. Pač tipične srebrne paličice. To je to. To so laki, ki bodo v prihodnjem mesecu na testiranju. Sama bom osebno začela s tole serijo, ker pričakujem, da se bo res dolgo obdržala na nohtih. Kako se bo pa to dejansko v realnosti obneslo, vas bom pa obveščala na blogu, Instagramu, Twitterju, Facebooku, pa verjetno me še kje druge najdete. Lepo se imejte, kmalu se pa spet slišimo. Dio!